Lep dober večer voščim spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Upam, da se dobro počutite in da se za pustni torek niste najedli preveč krofov. Sicer pa se bomo nocoj dotaknili bolezni prebavil pri otrocih, govorili bomo o celiakiji in izvedeli boste lahko, kako ustrezno ravnati, če otrok zaužije kak tujek. Ob sebi prijazno pozdravljam asistenta dr. Jerneja Dolinška, doktorja medicine, specialista pediatrije iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Dober večer. Večer. Pozdravljeni. Predlagam, da začnemo kar pri boleznih prebavil pri otrocih. Katere so tiste najpogostejše, s katerimi se nekako srečujete pri svojem delu? Teh bolezni je kar dosti, ne? Ja. Saj vemo, otroci pač najpogosteje zbolevajo mogoče z boleznimi dihal, kmalu zatem pa so bolezni prebavil. Zdaj, po starosti je pa to zelo različno. Če je pri majhnih otrocih najpogostejša driska z bruhanjem, ki je posledica virusnih obolenj, so pa pri starejših bolečine v trebuhu. Ne morem reči, da je zdaj ravno sezona vsega tega, ampak je ogromno otrok z temi boleznimi prebavil pri nas na oddelku vsakodnevno, ambulantno ali pa jih sprejmemo in jih je težko naštevati. Mislim, da bi tukaj te bolezni, ki se kažejo z bolečinami v trebuhu, mogoče bilo še za razširiti, naprimer bojimo se vnetja slepiča ali pa da je morda kakšna razjedana želodcu ali dvanajstniku, ampak v večini primerov na srečo pri otrocih ne gre za hude bolezni. Čeprav tudi driska in bruhanje z dehidracijo so lahko zelo hude reči, v večini primerov pri starejših gre tudi za psihogeno pogojene bolečine, ki pa jih ovirajo v vsakdanjem življenju. Šolski stres, domači stres, kar stresno življenje imajo ti otroci, kar burno življenje in to pušča posledice tudi na prebavilih. Tako da ste že omenili nekaj morebitnih vzrokov za nastanek tovrstnih bolezni. Če še malce ostanemo pri vzrokih, bi lahko navedli še kakšnega, da do teh bolezni sploh prihaja? Ja, zdaj, če vzamemo mogoče rano na želodcu, tega se kar bojimo, pa pri odraslih je tega precej dosti, gastritis in kasneje morda ulkus ali razjeda, je pogosto povzročitelj ena bakterija, Helicobacter pylori se imenuje, vendar na srečo vedno redkejša v našem okolju. Nekoč smo kar tedensko srečevali otroke z okužbo s to bakterijo, ki je povzročala najprej gastritis, čez leta in desetletja pa tudi hujše spremembe, je pa res na srečo tega dosti manj. Potem so tu bolezni, kot je refluks, gastroezofagalni refluks, ko otrokom, predvsem mlajšim otrokom, zateka kislina. Kislina iz želodca nazaj v požiralnik, povzroča vnetje in jih to ovira. Vnetje slepiča so že omenila, ne? To je tudi bolezen, ki se pogosto pojavlja pri majhnih otrocih z bolečinami v srednjem delu trebuha, ampak potem se preselijo morda v področje slepiča in je to treba potem razločiti in pravilno odreagirati. Tukaj operacija je tista, kjer lahko ukrepamo. Driske. Morda sva na začetku povedala, da so te akutne virusne driske najpogostejše, v zimskem času posebej, poleti morda bolj bakterijske, rotavirusi, vsi vemo za rotaviruse. Tega je precej dosti, je pa ogromno drugih virusov, tako da to kar do dobre mere včasih napolni našo bolnišnico. Celiakija, ne, to ste povedali že v uvodniku, da bomo o tem morda govorili, pa so alergije na prehrano, preobčutljivost morda oziroma intoleranca na laktozo in pa mogoče hude bolezni prebavil, take hude kronične bolezni, ki se že dogajajo pri otrocih, avtoimune bolezni, kot je Chronova bolezen ali pa ulcerozni kolitis. To so pa bolezni, ki res potekajo zelo, zelo neugodno in marsikaterega otroka naredijo zelo hudo bolnega. Dosti je teh bolezni. Žal. Sicer pa, če se še nekoliko zadrživa pri sami simptomatiki, omenili ste drisko, bruhanje, bolečine v trebuhu, v različnih delih, če lahko temu tako rečem. Ali je še kakšen takšen simptom, ki kaže na bolezni prebavil, pa morda ni tako tipičen? Dobro, bolečine v trebuhu potem vsak ve, ne, da je nekaj najverjetneje s trebuhom, čeprav se marsikaj drugega tudi kaže z bolečinami v trebuhu. Bruhanje, driska, hujšanje, oziroma hujšanje ali pa pri majhnih otrocih nenapredovanje. Otroci namreč morajo pridobivati telesno težo, pa če se to ne zgodi, pogosto posumimo na bolezni prebavil. K boleznim prebavil tudi sodijo bolezni jeter, naprimer, simptom, ko je otrok zlateničen,
pa vendarle pogosto ima tudi bolečine v zgornjem desnem delu trebuha. Ampak bolečina pa bo vendarle tisto, kar najpogosteje pripelje otroka oziroma starše otroka k nam. Pa obstajajo kakšni preventivni ukrepi, če bi se jih ljudje, se pravi pa predvsem otroci, dosledno držali, da bi s pomočjo le-teh lahko nekako v večjem delu preprečili kakšne bolezni, da bi jih zatrli že v kali? Kaj svetujete? Nekatere že morda, naprimer okužbo z rotavirusi lahko preprečujemo s cepljenjem. Nekaterih pa ne moremo. Stres verjetno, ali se da brez stresa živeti ali ne, čisto individualno. Šola je stres za nekoga ja, za nekoga ne. Tudi za odličnega učenca je šola lahko stres. Tako da dosti preventivnih ukrepov nimamo. Na nas je, da zgodaj ukrepamo, ko se bolezen že pojavi. Je pa seveda dan danes, ko je obdobje, ko ne uživamo zdrave prehrane, ko pravzaprav zajtrk je pozabljena stvar, ker se nam vse mudi v službo, šolo in tako dalje. Skupno kosilo, težko verjamem, da še kdo sploh uspe čez teden urediti skupno kosilo, v službah smo vse dlje, otroci pa tudi v šolah. Ko je način prehrane, hitra hrana in pa kvaliteta hrane tudi slaba, tu bi se dalo marsikaj narediti. Bojim se, da se ne bo zgodilo nič, ker vsako leto je slabše, ne pa boljše. Morda tukaj, na prehrani, kje drugje pa malo težje. Malo težje, ja. Za natančno diagnosticiranje posameznih bolezni je na voljo kar nekaj diagnostičnih postopkov, ki jih izvajate tudi na vaši pediatrični kliniki. Kateri so tisti, ki se jih najprej nekako poslužite in kako potem dalje potekajo preiskave, za katere se odločate specialisti? Zdaj, najpomembnejše, pa čeprav se vedno pogovarjamo o preiskavah, je vendarle poslušati starša in otroka. Ko povejo svojo zgodbo, svoje težave, je že z veliko verjetnostjo človek lahko ugotovi, zakaj bi šlo, pa vendarle si mora pomagati s preiskavami. Osnovne preiskave, kot so preiskave krvi, krvna slika in pa nekaj osnovnih biokemijskih testov, so temelj, potem pa jih nadograjujemo, zatem, ko razmišljamo, v katero smer nas pelje zgodba tega bolnika. To so še preproste preiskave, potem so tu preiskave blata, preiskave urina, potem so slikovne preiskave, zelo pomembne, ultrazvok abdomna oziroma trebuha poznajo vsi, preprosta preiskava, neboleča, neprijetna, čeprav se otroci kar ustrašijo lahko. Tudi te preiskave, čim manjši so, tem bolj se bojijo nas v belih haljah in pa tudi sester v modrih. Potem so pa še bolj neprijetne preiskave, ki pa jih včasih moramo izvajati, to so endoskopije, gastroskopija, kolonoskopija, mogoče tudi pehametrija, tudi kapsulna endoskopija je manj neprijetna. S temi preiskavami pa mi dejansko pogledamo v prebavno cev in tam lahko ugotavljamo marsikatero spremembo. Prej smo govorili o razjedah na želodcu, na ta način lahko to vidimo, ali pa kronično vnetno bolezen črevesja, kot je Crohnova bolezen, brez nekih težav odkrijemo s kolonoskopijo. So pa to preiskave, ki pri majhnih otrocih so tako neprijetne, da ne morejo sodelovati. In čim manjši so, tem bolj se poslužujemo tudi preiskav v anesteziji. Torej, ta otroka uspavamo. To je dobro za otroka, da se ne spomni, da nima slabega občutka, pa to je dobro tudi za nas, ki te preiskave izvajamo, ker jih lahko resnično v umirjenem okolju izvedemo v popolnosti, ne da bi se otrok boril proti preiskavi, ker takrat potem preiskava ni kvalitetno izvedena. Dosti preiskav je, še nekaj drugih specialnih posameznih za kakšne bolezni, ampak nekako mislim, da smo kar povedala ta glavne. Tako, vam pa želim povedati, da naša oddaja tudi nocoj poteka v živo in da nas lahko pokličete v studio na telefonsko številko 02 620 3737 in na današnjo tematiko zastavite kakšno vprašanje dr. Dolinšku, ki ga nocoj gostim v našem studiu. Morda še o zdravljenju boleznih prebavil, kakšna beseda, kaj trenutno ponuja sodobna medicina, so prijazni pristopi? Najbolj prijazni, kar se da. Je pa res, da jih je ogromno in so različni glede na naravo težav. Če na primer dajmo pri akutnem gastroenterolitisu, o kateri smo se pogovarjali, torej pri driski, povzročeni z virusi, temelj nadomeščanje tekočin, dodatek morda probiotikov in še kakšnih drugih zdravil, ki zmanjšajo pogostost drisk. Lahko morda govorimo o delno ciljnem zdravljenju ali pa pri okužbi z bakterijo Helicobacter pylori, lahko zdravimo z antibiotiki.
Pri preobčutljivostih na hrano, pri alergijah, celiakiji lahko zdravimo z dietami. Pri hudih boleznih, kot so naprimer te bolezni, vnetne črevesne bolezni, je pa tu na voljo spet en spekter zdravil, ki so močno vplivajo na imunost, ki so zelo močna zdravila, hkrati tudi agresivna in imajo precej stranskih učinkov. Tega si človek ne želi, ampak vendarle bolezen ima še več svojih neugodnih učinkov in zato je treba zdraviti, tudi s takšnimi zdravili. Spekter zdravljenja je velik, se širi. Mi v pediatriji pa pogosto posegamo po zdravilih, ki so preverjena tudi že pri odraslih. Pri otrocih človek načeloma naj ne bi eksperimentiral, pri odraslih je teh bolezni hudih še več in si marsikdaj poslužujemo tudi tega. Je pa res, da nekatera pa so ekskluzivna, skoraj lahko rečemo, za otroke in tu poskušamo res uporabiti najboljše, kar je v tem trenutku. Ne pri nas, ampak v Evropi. Na srečo je ta mobilnost in predvsem izmenjava informacij zelo hitra in vsaj na slovenskem koncu lahko rečemo, da imamo srečo vsaj pri otrocih, da lahko uporabljamo zelo dobra zdravila, zelo hitro. Pa če pogledamo tako v povprečju, ali se pogosto dogaja, da otroke z bolečinami v trebuhu in simptomi, ki sva jih omenila že poprej, pogosto zadržite v bolnišnici za kak dan, dva, da naredite natančno diagnostiko ali ne? Kakšna je navada? Naša želja je, da bi jih čim manj zadržali v bolnišnici. Bolnišnica ni prijetno okolje za otroka. Otrok vendarle bi najraje bil z družino, tam najhitreje okreva, če je to le možno. Če gre za banalne, ali pa če gre za stvari, ki jih ocenimo, da jih lahko zdravimo v sodelovanju s starši na domu, to obvezno naredimo. Ampak včasih pri boleznih prebavil prvi dan ne moreš vedeti, ali bo šlo naprej v kakšno od bolezni, ki bo zahtevalo, morda celo kirurško zdravljenje. Tudi prvi dan vnetja slepiča, morda bolečine še niso takšne in vnetje tudi ni razvito do te mere. In v takih primerih se splača otroka zadržati, opazovati, ponoviti kakšno od preiskav in se potem lažje odločati, ali se stvar umirja in lahko otrok brez težav odide v domače okolje, ali pač bo treba še kaj dodatno ukrepati. Naša želja pa je imeti čim manj otrok v bolnišnici. To je vendarle najboljše in temu težimo vsak dan. Verjamem. Ja, že uvodoma pa tudi vi ste že omenili besedo celiakija. Morda za začetek, od kod izvira sama beseda, kaj pomeni in kaj predstavlja v današnjem času? Ja, celiakija, omenili smo jo, na naši kliniki se zelo dolgo, že zelo dobro in dosti ukvarjamo s to boleznjo. Celiakija sama po sebi iz prevoda pomeni, da se nekaj dogaja v trebuhu, iz grške besede keliakos. Ampak v današnjem pomenu besede pomeni to eno preobčutljivost na gluten in to takšno vrsto preobčutljivosti, da ko uživamo gluten ali pa kot bolniki uživajo gluten, to sproža avtoimuni proces v telesu. Avtoimuni proces si predstavljamo na način, da telo samo napada z svojimi imunskimi mehanizmi lastna tkiva. Torej, ko uživamo gluten, če imamo še določene gene, kar je zelo pomembno, torej to je še genetsko pogojena bolezen, se sproži ta sistemski avtoimuni odgovor. Protitelesa se ne tvorijo več samo v črevesju in ne uničuje več samo črevesja, ampak pravzaprav prizadenejo celoten sistem. Lahko najdete spremembe na koži, na kosteh, na ščitnici, pravzaprav je povsod možno odkrivati ta protitelesa in tam se okvara dogaja. Seveda je pa temelj vedno v prebavilih. Če glutena ne uživamo, uživamo pa ga na ta način, da ga damo v usta in potem pride v prebavila, do te bolezni ne more priti. Bolezen je vedno pogostejša in je precej pogosta, zelo precej pogosteje pa je spregledana. In tu je še veliko pasti, še veliko neznanega oziroma nažalost neznanega, ker znanega o celiakiji je zelo dosti, ampak morda tudi v strokovni javnosti premalo pomislimo na to bolezen, zato ostaja neprepoznana. Ali bi lahko opredelili, ali se s celiakijo rodimo ali jo kasneje pridobimo? Rodimo vsekakor se ne. Nihče se ne more roditi s celiakijo, kajti ne uživa glutena. In dokler ne uživamo glutena, ne zbolimo. Človek pred 10 do 20 tisoč leti ni gojil žit. Torej, tudi takrat je imel gene in vse predispozicije za razvoj, pa vendar žit ni užival, ker jih ni znal niti kultivirati in torej ni mogel imeti celiakije. In tudi danes se ljudje rodijo z geni za celiakijo. Naprimer, zelo tipičen primer bi bil, da se rodi otrok staršem, od katerih eden ima celiakijo. To je tak precej tipičen primer.
pa naprimer, da ima še bratec že celiakijo, torej že 2 družinska člana, ta otrok je kar precej velikem tveganju, ima kar precej velik rizik, da bo razvil celiakijo. In če ima še prave gene, kar se da ugotoviti, je možnost, da bo razvil celiakijo. Vendarle uživa gluten in vendarle ga mi testiramo. To je pravilo, da pač nekoga, ki sodi v družino, kjer je celiakija, je treba redno slediti. In takšnega otroka mi spremljamo od rojstva, leto za letom, in ne razvije celiakije, morda tudi ne do 10., 20., 30. leta, pa vendarle vsakodnevno uživa gluten. In potem nekega dne se zgodi, ne vemo, kaj je sprožitelj, in zboli s celiakijo. Rodil se je z geni, rodil se je s predispozicijo, pa vendarle se ni rodil z boleznijo. In lahko s temi istimi geni nekdo živi 90 let, pa ne bo razvil celiakije. Tako da raje rečemo, se s tem ne rodimo, to razvijemo. Vi se že zelo dolgo natančno ukvarjate s proučevanjem celiakije, če lahko temu tako rečem, pa me zanima, kaj kažejo vaše izkušnje. Pri kateri starosti se običajno pojavi, recimo pri otrocih? Ja, težko je reči, pri kateri starosti. Morda pa je v zgodnji starosti bolezen bolj značilna oziroma poteka bolj z znaki strani prebavil. Čim manjši je otrok, tem večja je verjetnost, da bo razvil tako imenovano tipično celiakijo, kjer se pojavlja driska, napihnjen trebušček, otrok ne napreduje, celo hujša, je razdražljiv, blato je prav posebej spremenjeno, smrdeče, mastno, obilno, in to je za zgodnje otroštvo precej značilno. Če pa se pojavlja kasneje in se pojavlja kasneje, so morda tudi driske, lahko pa že zaprtje, bolečine v trebuhu, morda slabše napredovanje, pa niti ne nujno, tudi pri popolnoma normalno razvitih otrocih ali celo prekomerno prehranjenih se lahko celiakija pokaže. Kasneje v odrasli dobi pa morda tudi zato, ker je bila spregledana, to je ena možnost, drugače pa, če je na novo nastala, so pa lahko simptomi čisto drugi in je lahko celo prizadet že kateri od tačnih organov, rečemo, da je to avtoimuno obolenje ščitnice, pa pogledamo dodatno še, ali obstaja možnost celiakije, to se da s krvnimi preiskavami dobro ugotoviti in jo ugotovimo. Tako da ni starosti, v kateri bi se pogajalo bistveno pogosteje, in ni klinične slike, za katero bi lahko rekli, joj, ta je pa tipična, oziroma obratno, ni takšne, da bi lahko rekli, joj, to pa ne more biti celiakija. Celiakija ima ogromno obrazov in je pač potreba na njo pomisliti, ker testi za dokazovanje so lahki, preprosti, hitro dosegljivi in niti niso dragi. In če se morda dotakneva celo obdobja dojenčka, če je dojenček dojen in njegova mama uživa gluten, sam pa je preobčutljiv na gluten, ali se lahko kažejo znaki celiakije že potom dojenja ali ne? Ne, načeloma ne. Je res, da bi se dalo v mleku matere najti tudi nekaj manjših epitopov ali pa proteinov oziroma peptidov, ki so iz gliadina, iz glutena, torej iz pšenice, pa vendarle ne v takšni količini, da bi to lahko sprožilo. Tako da vedno opažamo razvoj celiakije potem, ko je otrok začel uživati žita, ampak žitne kašice so zelo hitro na sporedu. Med 4. in 6. mesecem se priporoča in naj ne bi bilo razlike. Nekoč smo celo pred kratkim dejansko se je govorilo o tem, da bi morda lahko preventivno ukrepali, da bi obstajala možnost, bila je ena velika raziskava, Prevent CD, ki so jo zasnovali na Nizozemskem in so poskušali ugotoviti, ali bi, če mama otroka doji, otrok pa prihaja iz družine, kjer je rizik velik, ker je v družini celiakija. Če mama otroka doji in če bi v tem času, ko ga še doji, dodajali gluten v zgodnjem obdobju, ali bi na ta način lahko preprečili, torej ali bi dojenje lahko preprečilo razvoj celiakije. Ideja je bila zelo dobra, fantastična ideja, vendar se je žal izkazalo, da celiakije ne moremo preprečiti, če se želi razviti, se bo razvila, mi samo ne vemo, kaj je sprožilec. Fino bi bilo, če bi lahko preprečili. Zaenkrat temu ni tako. Morda nekoč v prihodnosti. Morda. Že prej ste nekako omenili tipično celiakijo, obstaja pa tudi atipična oziroma netipična. Kakšna je razlika med slednjima? Ja, zdaj, tema dvema izrazoma se poskušamo izogibati, kajti pri celiakiji je najbolj tipično to, da je večinoma atipična. Pa vendarle o značilni tipični celiakiji govorimo, kar je v učbenikih, majhen otrok z napihnjenim trebuškom, drisko in nenapredovanjem. Atipično je pa vse, kar ni to, torej bolečine, zaprtje, utrujenost, slabokrvnost, to vse bi lahko bilo atipično, ampak ker mi vemo dejansko, da je teh
drugih oblik, celo več kot tipičnih. Danes raje govorimo o klinični ali pa simptomatski celiakiji, torej ko nekdo ima težave, ki jih lahko pripišemo celiakiji, in o tisti drugi asimptomatski. Torej celo popolnoma zdrav človek ali pa na videz zdrav človek ali pa človek, ki se počuti relativno zdravega, lahko že ima protitelesa za celiakijo, lahko ima nekaj težav, ampak saj mi vsakodnevno bolj ali manj imamo, pa pripišemo to, to sem pa nekaj zjutraj pojedel, pa to je stres, pa v službi me nekaj moti ali pa nekdo moti in takrat pač pozabimo, da bi lahko bil pa kak drug vzrok. No, in potem, če se slučajno v družinah, mi to pač največkrat odkrijemo, naredijo testi in so pozitivni, ko celiakijo potrdimo in gre ta oseba na dieto brez glutena, se počuti naenkrat bolje. Kar pomeni, da prej ni bila popolnoma asimptomatska, ampak sama za sebe je pač smatrala, da je tako brez težav, da ne rabi pomoči zdravnika. Temu lahko morda rečemo asimptomatska. Tako, jaz vas pa še enkrat vabim, tudi vas, spoštovani gledalci in gledalke, da sodelujete v naši oddaji Halo zdravnik in mojemu današnjemu gostu zastavite kakšno vprašanje na temo celiakije, morebiti opišete kakšne prebavne težave ali kaj podobnega in lahko dobite tudi kak odgovor. Telefonska številka 02 620 3737 je tista prava, na katero nas lahko pokličete in dobite odgovor na svoje vprašanje. Mene pa zanima še to, kaj pravijo statistični podatki o pojavnosti te bolezni. Že prej ste omenili, da nekoč je ni bilo že zaradi načina življenja, ker ljudje preprosto niso uživali žit. Danes jih uživamo kar v veliki meri. Je res? Ja, žita uživamo. To je kmetijski proizvod številka 1. Morda niti ne vemo, ampak dejansko krompirja se ne proizvaja več, morda na Slovenskem ali pa vsaj v času Marije Terezije morda. Ampak žit se uživa ogromno in pojavnost celiakije je s tem se pač razmahnila. Ampak je še nekaj drugih faktorjev, zakaj je celiakije vedno več. Ni samo to, da uživamo žita, tudi je zelo pomemben dejavnik je, da seveda zdaj bolnik s celiakijo lahko brez težav preživi normalno življenje do visoke starosti, enake kot vsi ostali. Morda se celo bolj zaveda zdrave prehrane kot mi, ki težav morda nimamo. Ampak pojavnost se nekako ustaljuje ali pa približuje nekako 1%. So določene raziskave, ki govorijo, da je celiakije več, da je celo lahko zboli 1 na 50. Skandinavci so tukaj, bi človek rekel, kar naprednejši, pa nočem reči, da je to dobro za njih, da imajo več celiakije, ampak 1% so velike številke. Za Slovenijo bi to lahko pomenilo cirka 20 000 ljudi. Kar precej ljudi. Problem je, da mi teh ljudi ne odkrijemo vseh. Izredno dosti je treba delati na tem, da bi jih vse odkrili, ker gre vendarle za bolezen, ki se dokaj lahko zdravi za dieto in dokaj lahko preprečujemo hude zaplete, ki so trajnejši. In o tem bova še govorila v nadaljevanju, kajti zdaj pa je že čas, da sprejmemo prvi telefonski klic. Dober večer komu? Dober večer, Marija Zidrija kliče. Pozdravljeni, kar izvolite zastaviti vprašanje. Ja, jaz bi pa samo ne glede te bolezni. Vprašala bi gospoda zdravnika, če mogoče ve, kako se zdravi kandida. Ja, v zvezi z kandido je kar precej stvari, okužbe z kandido so postale popularne, pa vendarle je treba vedeti, da večina nas, pravzaprav vsi ljudje, to glivo nosimo s sabo, glivo kvasovko. Ali je zdaj kandida res tisti krivec za težave, ki jih nekdo ima ali ne, je pa precej špekulativno in je potreba posebej razmisliti in oceniti, ali je prišlo do takšnega razrasta, da lahko dela težave. Proti kandidnim okužbam, če pride do sistemske kandidne okužbe, imamo zdravila, ni problem, to so antimikotiki. Ampak zdi se mi, da včasih vse preveč ljudi misli, da gre za okužbo s kandido in da je to vzrok za njihove težave, pa se vzrok skriva kje drugje. Priznam, da če kadarkoli mi kakšnemu otroku pošljemo blato in prosimo za to, da opredelijo, ali ima kandido ali ne, bo vsak imel to, ker je to naš spremljevalec in je zelo težko povezati to z bolezenskimi znaki. Najlepša hvala za vaš odgovor. Midva pa vsekakor še naprej ostajava pri celiakiji. Torej, prej sva govorila o statističnih podatkih, pojavnosti te bolezni v Sloveniji. Če morda primerjava te statistične podatke glede pojavnosti v Sloveniji pa po drugih državah po svetu,
Kako bi torej to pokomentirali? Zdaj, v Sloveniji pravih podatkov nimamo, da bi za celo Slovenijo vedeli, koliko... Natančno. Ne vemo, ampak vemo pa za določene regije. In v severovzhodni Sloveniji, ker se s tem ukvarjamo, smo ugotavljali, da pri otrocih ima simptomatsko obliko celiakije 1 na 500 otrok. Če je 1 na 500 otrok in vemo, da jih kar precej ne odkrijemo in da jih bo nekaj zbolelo še v odraslem obdobju, se lahko hitro približamo tudi 1 na 100. V zahodnem svetu, predvsem v Skandinaviji, velja približno 1%, morda malenkost več. Tudi v Italiji je ta odstotek visok, ker je tam ozaveščenost o celiakiji visoka. Zdi se, da je največji moment, ki prispeva k temu, da se odkrije čim več ozaveščenost splošne javnosti, da ljudje pomislijo in odidejo do zdravnika, ki jim potem ozaveščen zdravnik spet naredi prave teste in hitro ugotovi. Je pa res, da naprimer v ZDA, v zelo razviti državi, ki namenijo ogromna sredstva za zdravstvo, so pa ne enakomerno porazdeljena, je pogostost bistveno nižja, ocenjena pogostost. In tudi, ko grejo tam dokazovati v določenih okoljih, ugotovijo, da je približno 1%. Genetsko smo zelo podobni. V nekaterih afriških državah, čeprav je v Afriki nasplošno velja, da je celiakije izredno malo, pa v nekaterih določenih območjih so odkrivali celo do 10%. To je en italijanski zdravnik, dr. Katasi iz Ancone, delal raziskave in je bilo prav presenetljivo, kako je pa to možno. V Indiji letos prav bo potekal svetovni kongres o celiakiji v Indiji, ker je tam prava epidemija. Bolj ne zaradi tega, ker so začeli uživati pšenico, ampak zaradi tega, ker so začeli ugotavljati celiakijo. Je pa res, da morda na Kitajskem je nekoliko manj, genetsko pa smo različni in tudi med drugimi populacijami. Geni igrajo zelo pomembno vlogo. Tako da, če se tukaj le na tem mestu naveževa še torej na vse možne vzroke za celiakijo, geni so tisti, ki so eden izmed poglavitnih? Brez genov ne gre. Nič na svetu ne gre brez genov, vendarle niso vse. Genetiko si predstavljamo precej preprosto, češ, če imam jaz celiakijo, jo mora imeti nekdo v družini. Pa vendarle vemo, da del genov prihaja po očetovi liniji, del genov po mamini liniji in šele, ko se združi ta mamina in očetova linija, nastane nek nov osebek in ta z temi geni, ki jih je dobil po vsaki veji, šele skupaj lahko pride do celiakije. V genetiki je torej večina, brez genov se ne da in to je tudi temelj diagnostike danes lahko. Če namreč mi naredimo genetske preiskave, krvne preiskave, določamo gene in ugotovimo, da nekdo geno za celiakijo nima, potem lahko z ekstremno veliko verjetnostjo zatrdimo, da celiakija ne bo se razvila nikoli, oziroma, da če ta človek ima težave, da to ne morejo biti težave zaradi celiakije, ampak da je težava nekje druge. In je zelo dobro, ker se usmerimo v drugo smer. Torej ne rečemo preprosto, začni z dieto, ampak razmišljamo nekaj drugega in odkrijemo pravi vzrok. Tako da genetika, ta razvoj genetskih preiskav je zelo pomagal. To spoznanje, da je v genih večina. Ne znamo pa odgotoviti vseh genov. 30% populacije v Sloveniji in zahodnem svetu ima gene, ki se povezujejo s celiakijo. Zboli pa 1%. To pomeni, da majhen delež tistih, ki imajo 3% od teh, pravzaprav, če se da matematično to izračunati, ali obratno, več kot 95% teh, ki imajo gene, ne bo razvilo celiakije. So še drugi geni, teh pa žal ne poznamo. Ali se v povezavi s celiakijo pojavljajo tudi katere druge bolezni? So bolezni, ki so celiakiji pridružene, za te vemo, naprimer kožne spremembe, mi jih imenujemo dermatitis herpetiformis during, po avtorju, ki jih je opisal, je jasno, skoraj da bi lahko rečemo kožna oblika celiakije. Pred kratkim smo imeli fanta, ki je imel celo težave na srcu, vnetje srčne mišice, skoraj 100% zaradi celiakije. Težave na ščitnici, kjer se lahko najdejo, da so protitelesa kriva. S celiakijo povezujejo neplodnost, povezujejo epilepsijo, povezujejo številne bolezni. Ena izmed takih entitet je ataksija, s tem se ukvarja en zdravnik iz Velike Britanije, ki pri odraslih osebah ugotavlja, da so protitelesa, ki jih mi sicer v krvi dokazujemo, v možganih okvarila male možgane do te mere, da je motena koordinacija. To so povezane bolezni, številne so in glavno pravilo pri celiakiji je nikoli ne reči, da to ne more biti celiakija. Potem bo že dobro, ker lahko narediš te preproste teste. Nekaj pa je takih stanj, pri katerih je pa celiakijo treba iskati. Če smo zdaj rekla povezane bolezni ali pa bi zdaj govorili o boleznih, ki lahko celiakijo, ki jo srečujemo pogosteje.
To so seveda ožji družinski člani, ker je genetika. Ne. Sladkorna bolezen tipa 1. Pri vseh teh bolnikih je celiakija bistveno pogostejša, 10% ali več, in je pametno pri njih iskati. Avtoimune bolezni ščitnice, tudi nekatere druge avtoimune bolezni, pomanjkanje imunodeficience in pa potem neki sindromi genetski, kromosomski, kot je Downov sindrom ali pa naprimer Williamsov sindrom, Turnerjev sindrom. To so sindromi, pri katerih je celiakija bistveno pogostejša in se pri njih splača celiakijo iskati že v asimptomatski fazi, ko še ni težav do te mere razvitih, protitelesa so že, z dieto lahko preprečimo zaplete. Kakšna pa je povezava med celiakijo in laktozno intoleranco? Ali obstaja? Ja, tu je pa povezava zelo preprosta. Naše črevo ima resice na površini resic. Resice so zato, da se površina poveča na večjo površino, kot je ta studija v tem trenutku, in se absorbirajo vsa hranila. Če resic ni in pri celiakiji pride do okvare teh resic, se absorpcija zmanjša. Na površini resic se pa nahaja encim za razgradnjo laktoze. Tega sladkorja preprostega, ki ga imamo v mleku, v ženskem največ, v mleku ostalih sesalcev pa dosti. In če so resice uničene, mi ne toleriramo več laktoze. Ker je ne toleriramo, laktoza ostaja v črevesju neprebavljena, bakterije pa jo zelo dobro prebavljajo, tvorijo škodljive produkte in zaradi tega imamo težave. Torej, celiakija povzroča laktozno intoleranco. Ko celiakijo ozdravimo, običajno izveni tudi laktozna intoleranca, ki pa je lahko povzročena tudi zaradi drugih vzrokov, tako da ni samo pri celiakiji, tudi marsikje drugje je laktozna intoleranca prisotna. Morda še kakšna beseda o obravnavi bolnika s celiakijo. Kakšni postopki so potrebni? Ko posumimo, je najlažje, če posumimo. Je pa že malo težje posumiti. Takrat je osnova enih par preprostih preiskav. Krvne preiskave določene specifičnih protiteles za celiakijo. Če so ta prisotna, smo že zelo blizu. Malenkost triko je še tu vmes treba uporabiti, zato ker pri določenih pomanjkljivostih, imunodeficiencah, jih mi imenujemo, protitelesa niso povišana in takrat je treba uporabiti malenkost triko, ampak ni tako zelo zapleteno. Potem pa imamo dve možni poti. Ena pot je pot z biopsijo in v večini primerov še vedno opravimo biopsijo sluznice tankega črevesa. Prej smo rekli, da so resice okvarjene in to se pod mikroskopom preprosto vidi. Ta pot je v večini primerov. Nove smernice, pred par leti so bile objavljene nove smernice za diagnostiko pri otrocih, pa omogočajo, da pri nekom, ki ima značilno klinično sliko, ki ima značilne gene, ki ima značilna protitelesa v izredno visokih koncentracijah, lahko razmislimo tudi o postavitvi diagnoze brez biopsije. Starši se dogovorimo, da je klinična slika in vsi izvidi, da so takšni, da je celiakija 100% prisotna. V teh primerih bi lahko odstopili od biopsije. Biopsija je pač morda malo neprijeten postopek. Ravno kar smo v reviziji teh evropskih smernic v delovni skupini, smo se dobivali in se še dobivamo, konec leta bi jih nove smernice objavili. Še naprej velja, da bi morda bilo za razmisliti, da se v določenih primerih da diagnozo postaviti brez biopsije. Ampak temelj so protitelesa in to je tako preprosto. Odvzem krvi je res relativno preprosta stvar, preiskava je hitra, ampak izredno zanesljiva. In ko je enkrat diagnoza postavljena, potrjena, kako poteka nadaljnje zdravljenje oziroma kakšni so nasveti? Predvidevam, da je potrebna dieta. Še kaj drugega? Tako. Dieta je temelj zdravljenja. Brez diete se ne da. Dieta brez glutena. Človeku se zdi preprosto, ker pač gluten, kaj pa je to. Ampak ko pa vemo, kje vse je gluten, in gluten je ena širša beseda, ki zajema proteine v marsikaterem žitu, oziroma glutenu, gluten, gliadin, gliadin je pa v pšenici, podobni so pa proteini še v rži, ječmenu, pšenica. Nekateri pravijo tudi ovsu, pa mislim, da oves ni tako nevaren, pri nas pa tudi ni pogosto na jedilniku. Ko to pomislimo, je pa kar precej težko to zdravljenje. Torej, dieta, ki ne vsebuje nič glutena, ne vsebuje nič pšenice, nič ječmena, nič rži. To so pa žita, ki so pri nas vsakodnevno na jedilniku. Ta dieta je edini način zdravljenja, mora biti stroga, nič je nič in doživljenjska. Resnično vse skozi. Celiakija ne izzveni, ni možnosti, da bi izzvenela. Čeprav nekateri o tem govorijo in potem
je tu malenkost nelagodja pri nas, zdravnikih, ker te zgodbe zaokrožijo po forumih, to je danes izredno hitro po Facebooku, češ jaz pa sem prebolel celiakijo in potem otroci in mladostniki, seveda, ko to slišijo, tudi oni bi si to želeli, vsak bi si želel, seveda ne bi rad vse življenjsko bil na dieti, ampak to ni možno. Tako da ta dieta je edini način. V začetnih fazah, seveda, ko otroku primanjkuje še kakšnih vitaminov ali pa laktozna intoleranca, če je razvita, seveda svetujemo še dieto brez laktoze in pa nadomeščanje vitaminov, mineralov, tudi kakšnih drugih snovi, ampak kasneje ti ljudje lahko živijo popolnoma normalno življenje. Če lahko rečemo, da je popolnoma normalno, da ko morajo iti z nami v restauracijo, morajo nenehno paziti, da jim natakar oziroma da iz kuhinje ne pridejo živila, ki so kontaminirana z glutenom. To je pač to breme, ki ga nosijo s sabo in je relativno neugodno. Tako da recimo sadje, zelenjava, brez problema na jedilniku. Sadje, zelenjava, razen če niso pomokali v kakšnem industrijskem postopku. Torej, jabolko sveže z drevesa je nesporno. Medtem ko pa karkoli industrijsko predelanega, pa se mora človek vedno vprašati. Gluten je izredno dobra snov, izredno uporabna. Najde se verjetno tudi v kakšnih mlečnih izdelkih. Vsaj kakšni sledovi. V mlečnih izdelkih, če to ni navadno mleko, je nekaj drugega. Medtem ko čim imate predelano hrano, je seveda lahko primešano nekaj, kar bi lahko vsebovalo gluten. In jaz moram reči, da naši otroci, ki zbolijo v zgodnjem otroštvu, to je izredno zanimivo gledati tam če zboli pri 2-3 letih. Torej, ko je brezglutenska dieta postane njegov način življenja že od rojstva in se ne zaveda, da je možno kakšno drugo, so tako zelo pozorni in berejo deklaracije s starši, da se ne bodo dotaknili ničesar, za kar ni 100% napisano, da glutena ne vsebuje ali ni naravno brez glutena. Čim pa bodo posumili, bodo pa rekli, to raje jaz ne bom in že vedo in je prav. To je edini način preprečevanja zapletov. Zapleti so lahko neugodni. Tako da tudi zgodnje odkrivanje celiakije verjetno ima neke pozitivne koristi. To, kar smo prej rekla, ali se da kaj preprečevati, to je sekundarna preventiva, torej ko zgodaj odkrijemo neko bolezen, preprečujemo zaplete, ki bi se sicer zgodili, pa če vzamemo, da je zaplet, na primer, lahko v končni fazi tudi razvoj rakavih bolezni na črevesju, če bi z dieto lahko to preprečili, mislim, da je to kar precej enostavna preventiva, kajti ko se razvijajo ti zapleti, jih ne moremo zdraviti več z dieto. Takrat je potem že potrebno zdraviti z zdravili. Naprimer, da se vam razvije avtoimuno vnetje ščitnice, z dieto brez glutena tega ne popravite več. Takrat je potrebno specifično zdravljenje z zdravili, operacijami, še marsičem drugim. Tako da je kar velika možnost, da pride potem tudi kasneje do kakršnihkoli zapletov in drugih bolezni. Če se nekdo ne drži diete, bodo ti zapleti čez čas nedvomno prišli. To je zelo težko dopovedati mladostniku, ki eksperimentira z vsem, pa kaj ne bi tudi z glutenom. Tudi nerodno je, če gre fant s punco, on ima celiakijo, pa jo povabi, pa pride in potem ne bi rad bil drugačen in se malo potrudi, pa poje nekaj glutenskega, ampak s tem si dela škodo, to se ne splača. Tako, mi bomo pa sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Halo? Ja, pozdravljeni, kdo je z nami? Ja, dober večer, tu Breznik iz Slovenj Gradca. Jaz sicer nimam težav, gledam oddajo in zelo lepo pozdravljam oba, predvsem pa gospoda zdravnika po strokovni plati, ker ne govori samo eno, ampak človeka pozna širše. Tako da želim vam in oddaji, da izbirate take ljudi, tisti, ki jih gledajo, tudi ki nimajo težav, imajo od tega veliko. Če bojo imeli, vejo, za koga se obračati. Hvala in lahko noč. Najlepša hvala tudi za vaš klic. Ni bilo vprašanje, je bil pa en zelo lep komentar in spodbuda za naprej. Lep komentar. Tako, midva pa torej še vedno ostajava pri celiakiji in veste, kaj me zanima? Ker prihajate iz klinike za pediatrijo. Na kakšen način vi otroku predstavite, za kakšno boleznijo je zbolel in zakaj se mora držati diete? Verjetno to ni vedno enostavno. Predvidevam, da starejši ljudje, starejši bolniki nekako lažje razumemo kot pa manjši. Ali se pa morda motim? No, tukaj pa je stvar, kjer pa mogoče bi ta laskavi prejšnji pogovor po telefonu prišel na mesto, da bi se morali bolj potruditi.
Zmanjkuje nam časa, zato ker smo obremenjeni z številnimi drugimi boleznimi in si morda včasih premalo časa vzamemo za otroka, ki težko razume. Kaj to pomeni? Od jutri naprej ne boš jedel keksov, svežih žemljic, čeprav se da brezglutenske kekse narediti in se da brezglutenske krofe brez težav narediti, so dobri, ampak je veliko komplikacij. In tukaj nam veliko pomoč prihajajo naše medicinske sestre, tudi dietetiki, mi imamo dietetičarko, ki se pogovarja z njimi, in tudi mi, pa tudi Slovensko društvo za celiakijo, kjer starši in mamice in drugi bolniki lahko hitro dajo to informacijo. Pa vendar je to verjetno premalo. Pred časom smo v projektu, kjer smo sodelovali skupaj z Madžari, imeli srečo, da je en fantek, katerega bratec je imel težave in ni smel uživati glutena, skupaj s svojo babico napisal eno knjigo oziroma slikanico in jo lahko otrokom damo, kjer na podlagi slikanice lahko pokaže, kaj to pomeni, ko Lukec ne more več uživati glutena. To so načini in potem traja kar precej časa. Takšne slikanice, takšne zgodbe so najboljši način. Osebno bi si pa želel, da bi imeli bistveno več časa in da bi lahko razložili, od zdaj naprej ti ne moreš tega in tega, zato ker. Včasih je to kar surovo, predvsem pri nekaterih mladostnikih, ki na podlagi izvidov lahko ugotavljamo, da se ne držijo in ne držijo in ne držijo diete, moramo kar hitro povedati tudi, kaj se bo pa zgodilo, če bodo to delali še naprej. In morda nimamo ali pa ne znamo še idealno, ker nam mladostniki to še naprej delajo, še naprej nam kršijo dieto. Ampak to verjetno spada tudi k odraščanju. Poskušamo, predvsem pa, se pravim, največ nam tu pomagajo društva in pa naši sodelavci. Kakšen je pa kaj odziv staršev? Predvidevam, da če otrok v družini zboli za to diagnozo, nekako jedilnik brez glutena mora postati neke vrste način življenja. Včasih se prilagodi verjetno tudi vsa družina. Kakšni so vaši občutki? To je nedvomno. Ko nekomu poveš, da od jutri naprej, oziroma najbolje je v tistem trenutku, ko se diagnoza postavi, kajti vsak naslednji grižljaj glutena, za katerega veš, je pač naslednji grižljaj nečesa, kar je strupeno za otroka. To si človek težko predstavlja, da bo dal otroku še naprej nekaj, kar mu škodi. Tega ne delamo. Ne dajemo tudi zelene mušnice, ampak pustimo to. In starši, seveda tisti, ki so v tem šoku, jim je treba pomagati, jih je treba ohrabriti in tu moram priznati, da društvo dela zelo dobro in jih skozi tečaje podučuje. Ampak kaj jaz vem. Pa se pogosto zgodi, da mogoče iz solidarnosti tudi starši več ne uživajo glutena. V družinah se zgodi, da se vsi obrnejo. Ampak imamo pa bratca, ki pa si želi žemljice, on nima celiakije in potem se čuti zapostavljenega. Tako da pogosto vodijo dve kuhinji ali pa vsaj testenine jedo brezglutenske, pa morda imajo razdeljene druga živila. Različne so družine. Včasih tradicionalne družine pač morda oče zahteva za sebe svoj način in potem je morda mama obremenjena z dvema kuhinjama, kar je danes zelo težko. Tako da največkrat to postane družina z bistveno manj glutena. In je to do neke mere dobro. Po drugi strani je pa za nas malenko slabše to, zato ker ta drug otrok, ki je zdaj, vemo, da ima večje tveganje za razvoj celiakije, zdaj uživa manj glutena in je večja verjetnost, da ne bo razvil značilnih znakov in bo dolgo imel skrito obliko bolezni. Ampak je to tudi dobro. Živeti brez glutena namreč je zahtevno, ampak ni pa to za zdravje nič slabega. Pšenica ni nujno potrebna, je zelo dostopna, ima ogromno dobrih lastnosti za nas, ki to lahko uživamo. Ampak nujno potrebna ni in če neka družina preide na to hrano, zaradi tega ne živi nič manj zdravo. Malenkostni problem za njih je, da živi precej bolj drago. Namreč ta živila so precej dražja in to pač obremenjuje budžet. In če so 4 družinski člani na dieti brez glutena, to znaša kar precej v mesečnem
stroškovnikov. Ja. Ja. Sicer pa brez glutenske diete, otroci se jih lahko poslužujejo tudi v šolah, v vrtcih. Mislim, da je zadeva že kar nekako ozaveščeno naravnana. Tudi v restauracijah se da naročiti jedi, ki ne vsebujejo glutena, tako da verjetno smo na dobri poti. Jaz mislim, da smo na zelo dobri poti. Ja. V vrtcih, šolah se izredno trudijo. Jaz mislim, da so le redki vrtci in šole še tisti, ki ne bi imeli posluha in ne bi zmogli. In mislim, da je tu velik korak v teh, jaz sem se ukvarjam s tem približno 15-20 let in je res velik napredek. Seveda pa se da še tu izboljšati. Najdemo kdaj pa kdaj nekoga, ki mu je kuharica rekla, da lahko to in to, pa je nedvomno bilo narobe. Ampak moram reči, da to postaja manjšina oziroma da je urejeno vse v šolah zelo dobro. No, vsaj to. Že prej ste sami omenili društva, recimo Slovensko društvo za celiakijo deluje že od leta 1988, če imam pravi podatek. Vi z njimi verjetno kar dobro sodelujete. Kakšni so odzivi vaših pacientov? Se pogosto obrnejo za pomoč oziroma sodelovanje k tovrstnim društvom? Zdaj, mi vsem predlagamo, da se včlanijo v društvo, ali se vsi ali ne, je težko ocenjevati in tega tudi ne preverjamo. To je le prostovoljno, ne? Ampak tako. Jaz sem prepričan, da se velika večina vendarle odloči, da se bo vpisala v društvo za celiakijo, da se bo tam udeleževala izobraževanj, udeleževala delavnic, imajo delavnice peke kruha, delavnice priprave drugih živil. Otroci lahko gredo tudi na letovanja za 14 dni preko društva v okviru naše zdravstvene zavarovalnice. In jaz mislim, da v veliki večini primerov je to izredno dobro teče. Društvo je organizirano s podružnicami. Jaz sem kar precej aktiven bil, bolj kot sem sedaj, ampak še vedno dosti sodelujemo. In ta povratna informacija je zelo dobra. Je pa res, da so to prostovoljci, ki to delajo v prostem času in bi seveda profesionalen način vodenja društva, če bi bile finance takšne, da bi to omogočile, bil verjetno še boljši. Ampak to, kar je sedaj zelo dobro organizirano. No, odlično. Današnjo oddajo so torej začela z boleznimi prebavil, ki se pojavljajo pri otrocih. Osrednja tema je bila celiakija. V uvodniku pa sem nekako omenila, pa tudi lahko rečem obljubila, da se bova dotaknila tudi tujkov, s katerimi se verjetno pri svojem delu tudi kar pogosto srečujete. Ali otroci pogosto zaužijajo tujke in kaj v največji meri predstavlja te tujke? Otroci izredno pogosto zaužijajo tujke. Koliko teh otrok pa pride v bolnico ali pa na pregled k zdravniku, je pa druga reč. Jaz mislim, da starši veliki večini primerov reče, sej to, pa če je šlo tu noter, bo prišlo nekje ven. In imajo večini primerov prav. Otroci zaužijajo najrazličnejše tujke. Čim manjši so, veste, da pač se igrajo z vsem, svet opazujejo z okušanjem preko ust, ne samo z rokami in z očmi. In kovanci ali pa frnikole ali pa kakšni drugi predmeti, ki so na vsaki polici, če smo malo nepazljivi, romajo v usta in potem še samo hip in jih že ni več v ustih. In potem nastopi dilema, pri nekaterih starših ne, pri nekaterih ja, odvisno od velikosti tujka in pa od tega, ali se otrok tudi kaže se simptomi, ali ima težave, se potem pojavijo pri nas in zdaj dilema je, ali je tujek takšen, da otroka ogroža, ali je tujek takšen, da bo brez težav prešel skozi prebavno pot. Zdaj, velikost je tista, ki to odmerja najprej in pa narava tujka, kakšen nevaren tujek, ne vem, žebelj ali pa vijak, kar se tudi zgodi, ali pa baterije, te disk baterije, ki so v urah, s katerimi se otroci hitro igrajo, ker ko je treba kaj popraviti, baterijo pustimo tam na polički, otrok jo pogoltne, kjer lahko te kemikalije, ki so v baterijah, potem, ko se sprostijo v želodcu, stečejo in povzročajo rane. To so pa tujki, ki so nevarni. In v teh primerih je treba samo oceniti, kakšna je stopnja tveganja. Imamo zelo dobro izdelane smernice, algoritme in te tujke potem odstranjujemo. Dokler so v želodcu, je idealno, če so v požiralniku, so pravzaprav zelo nevarni. Tudi magneti, na primer, so lahko nevarni. V Sloveniji zdaj ni več tako moderno, ampak v ZDA, kjer so te smernice precej pisali, se z magnetki radi igrajo, dva magneta ali pa magnet in kovinski tujek se lahko prilepita drug ob drugega na različnih delih črevesne stene in lahko uničita in v takih primerih torej te tujke odstranjujemo. Vedno z endoskopijo in v večini primerov, oziroma pri otrocih v anesteziji. Tujek lahko namreč
po pomoti, ko ga odstranjujemo, tudi zdrsne v drugo dihalno cev, takrat postaja to še bolj nevarno. V prebavilih namreč v večini primerov le spontano preidejo. Tukaj so celo zelo bizarni. Jaz osebno se spomnim zobne ščetke. Zdaj, če si to človek predstavlja, ta prave, to so lahko. Ampak dejstvo je pa največ je kovancev. V Sloveniji ali pa v Evropski uniji, na srečo še imamo evro, so naši kovanci ravno takšne velikosti, da tudi največji, mislim, da dvoevrski največji, so po tistih priporočilih takšni, da bi v večini primerov pri otrocih, rečemo starejši od 3 leta, lahko spontano prešli skozi prebavno cev, ampak že v bližnjih državah, kot je Madžarska, forinti, češka krona, ne vem, še britanski funt oziroma ta večji, so pa tudi oziroma kovanci te velikosti, da morda se ne bodo, oziroma se bodo zadržali, ne bodo prišli skozi prebavila in takšne tujke potem je treba čim prej odstraniti, ker ko bodo stali dalj časa, bodo naredili neko poškodbo. Kakšne so pa vaše izkušnje? Ali starši znajo pravilno reagirati, pravilno presoditi, kdaj je tujek za njihovega otroka nevaren in kdaj ne? Se večkrat zgodi, da vas pa vprašajo za mnenje ali otroka kar takoj pripeljejo na urgenco? Moram priznati, da kar povprašujejo za mnenje in se kar pozanimajo, da imajo dober občutek, saj glede na to, koliko otroci pojedo tujko in koliko jih teh otrok mi vidimo, je razlika velika. Zelo malo jih pride, tako da imajo, ali so dobro podučeni že odprej, ali od svojega osebnega zdravnika dobijo dobre informacije, kdaj pokličejo tudi nas in potem pač povemo, ali gre za takšne vrste tujek, da se splača priti k nam, da ga je treba odstraniti ali pač ne. Mislim, da je to kar med našimi starši ta ozaveščenost zelo dobra. Odlično. Morda še pomembno vprašanje, kakšni so simptomi, če pri otroku pride do zapore dihalnih poti s tujkom? Že kar na začetku, ali to takoj prepoznamo? To bo pa vsak prepoznal. Tujek v dihalih, če je majhen tujek in bo tujek odšel v, rečemo, distalna dihala, torej se ne bo zataknil na velikih dihalnih poteh, bo to kašelj, dražeč kašelj, potem, ko je otrok nekaj jedel ali imel nekaj v ustih. Tak kašelj, ki nastane nenadoma pri zdravem otroku. Majhen tujek, ki je šel globoko v dihala. Če pa ostane na velikih dihalih, v naših večjih dihalnih poteh, bo pa to dušenje in slinjenje in spahovanje, tako da... In kako reagirati v tistem trenutku? Ja, kako reagirati? Zdaj, če otrok še diha, potem imamo pri starejših otrocih, vsi se spomnimo Heimlichovega manevra, ko je treba nekoga objeti. Drugače pa gre pri majhnih otrocih pa seveda naj ne bi pritiskali na trebuh, ampak bi naj izvajali pritiske na prsni koš. Lahko čim manjšega otroka potem položimo preko noge, roke in ga udarjamo oziroma izvajamo močen pritisk na hrbtno stran prsnega koša ali pa na sprednjo stran prsnega koša. Če otrok še zanesljivo diha, če ne diha več, je potrebno življanje, ampak pustimo to. Ampak v takih primerih predvidevam, da tudi... Starši bodo v trenutku vedeli in to je ta urgenca. Je tudi potrebno poklicati številko 112? Jaz mislim, da ja, in to čim prej. Tujki v prebavilih so proti tujkom v dihalih manjše zlo. Ja, mala malica bi človek rekel, ja. Kako pogosto pa vendarle, recimo, bi lahko naredili nek povzetek v enem letu, koliko odstranitev tujkov iz prebavil imate recimo v kliničnem centru v Mariboru na pediatriji? Zdaj bom res preko palca, 10 do 15 na leto je tujko morda kakšen več, ampak bistveno več pa tudi ne. Pa se takrat mudi s posegi? Ne, pri tujkih prebavilih, razen če so zataknjeni visoko v požiralniku, ko se otrok davi, spahuje, takrat je treba tujek odstraniti v nekaj urah, medtem ko pa večina tujkov, tudi če so simptomatski in ima otrok občutek tujka, ampak vendarle nižje v požiralniku, imamo na voljo kar nekaj ur časa. Tujek v dihalih minute, če je huda simptomatika, medtem ko pri tujkov v prebavilih vedno govorimo o urah, tudi kakšen dan, ni nobenega problema. Tako, glede na to, da je bila celiakija rdeča nit današnje oddaje, se mi zdi morda prav, da pri njej tudi nekako zaključiva, pa bi vas morda predtem še vendarle povprašala, kaj bi lahko naredili za večjo ozaveščenost o celiakiji. Ali je dovolj samo kapljica krvi, da jo prepoznamo tudi pri sebi, če slučajno imamo sum nanjo? Verjetno je pot do našega osebnega zdravnika tista prva, pri kateri lahko nekako začnemo iskati pomoč in nadaljne ukrepe. Kaj svetujete? Temelj je ozaveščenost. Oddaja kot je takšna je pravzaprav naredi več kot pa vsa naša predavanja strokovni javnosti. To je temelj. Kapljica krvi. Na voljo so testi.
hitri testi, kjer bi si človek lahko kupil v drogeriji, v lekarni in si sam naredil test, ampak jaz bi ga odsvetoval, zato ker ga je treba znati interpretirati pa pravilno narediti. Morda bi kdo to znal, ampak lahko pa pride do kakšnega nesporazuma. Lažno negativnega rezultata in človek misli, saj nimam, pa je na drugi strani celiakija. Če pride do lažno pozitivnega, ni narobe, ker tak človek bo šel, upam, da k zdravniku, da ne bo začel z dieto sam. Ampak najbolje pa je obiskati zdravnika in zelo hitro povedati, jaz pa mislim, da bi lahko imel celiakijo. Zdravnik bo hitro vedel, kaj je treba narediti in bo tega bolnika pravilno usmeril. Mislim, da je to najboljša pot. Ker lahko pa je kaj drugega. Mi sami mislimo, da vemo dosti, prebrali smo to pa to pa to, pa je lahko kaj drugega in je že prav, da se pogovorita bolnik in zdravnik skupaj. Jaz mislim, da je to lažja pot. Samo zdravljenje je super, včasih pa potem zdravimo nekaj, kar ni v resnici v ozadju, zdi se nam, da se počutimo bolje, ta druga bolezen pa napreduje. Na koncu pa zgubljamo mi. Tako. Kakšna je pa kakovost življenja bolnikov s celiakijo? Ja. Raziskave, ki so bile opravljene o kvaliteti življenja bolnikov s celiakijo, so pokazale, da je slabša. Kljub temu, da je dostopnost teh izdelkov velika, da so na voljo v vseh supermarketih, večini restauracij, vendarle ti ljudje vsakodnevno ob vsakem obroku morajo razmišljati o tem, ali je to varno za mene ali to ni. In to jih obremenjuje. Tako da nasplošno živijo enako dolgo, enako dobro navzven, pa vendarle, ko pa razmišljamo in damo vprašalnike in ljudje jih izpolnijo, je videti, da je njihova kvaliteta okrnjena in to je pomemben dejavnik. In zaradi tega jim je treba pomagati na najrazličnejše načine, tudi finančno. Tudi to obremenjuje, če te budžet obremenjuje do te mere, ker pač kupuješ brezglutensko, ti bolniki niso sami želeli uživati brezglutenske hrane, ki je sicer zelo moderna dan danes, popularna med ljudmi, ki tudi nimajo celiakije. Ti otroci niso zboleli po lastni želji in vendarle jim je treba kupovati to zdravilo, hrano, ki je bistveno dražja in tukaj na srečo država, saj da otrok ima posluh, pri odraslih je pa tu še vedno škripa in je treba prisluhniti, kajti kvaliteta življenja, ko so na dieti, je okrnjena, če pa ne bi bili na dieti, ki pa je draga in če se ne bodo držali, ker je draga, bo pa kvaliteta bistveno slabša in to bo obremenjevalo zdravstveni sistem po nepotrebnem. Tako da kvaliteta življenja je tista najpomembnejša. Čim boljša je, k temu težimo. Sicer pa medicina gre kar naprej. Ali so v bližnji prihodnosti vidne še kakšne smernice za lajšanje življenja bolnikov? Ja, tako gre. Medicina gre naprej. Razvoj, absolutno. Vsi si želimo, morda niti ne, želijo pa, da bi bila tabletka za celiakijo. To bi bilo idealno. Obstajajo določena zdravila na Nizozemskem, že testirana in v uporabi, kjer zaužiješ kapsulo, ki ima encime, ki razgrajujejo gluten. Ampak ti lahko razgradijo majhne količine glutena. Recimo, da si po pomoti zaužil nekaj, za kar ne veš, ali ima gluten ali ne. Medtem ko pa kruha, žal kapsula ne bo razgradila. Ko bomo zaužili kruh, bo to kruh in lahko vzamemo kakršnokoli kapsulo, to ne bo dovolj. Ampak raziskave govorijo o tem, da zdravila znajo biti, si pa predstavljam, da jaz osebno ne bi bil pristaš zdravil, ki se vpletajo morda v imunski sistem ali pa v kompleksno imunost človeškega telesa, ker bodo stranski učinki neugodni, če se to da z dieto, ki je dostopna in precej kvalitetna. Tako, dr. Dolinšek, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas, za vašo prijaznost, vso razlago in upam, da se še kdaj srečamo pred našimi kamerami. Ja, hvala lepa. Hvala za povabilo. Tako, hitro je minila ura našega druženja, v kateri ste lahko izvedeli veliko koristnih informacij na temo celiakije, o boleznih prebavil pri otrocih in poučili ste se lahko tudi o ustreznem ravnanju v primeru, da vaš otrok zaužije kak tujek. V studiu sem gostila asistenta dr. Jerneja Dolinška, doktorja medicine, specialista pediatrije iz Mariborske klinike za pediatrijo. Že sedaj pa vas vabim tudi k ogledu naše prihodnje oddaje, ko bomo vzeli podrobnogled okvare vratne hrbtenice. Z nami bo specialist nevrokirurg Matjaž Voršič, doktor medicine iz oddelka za nevrokirurgijo UKC Maribor. Bodite z nami, lahko noč!